Iran nima jedrskega orožja. Grozljivo pravljico o atomski bombi Irana pripovedujejo že več kot 40 let. Iranu bo zelo kmalu, dobesedno jutri, uspelo pridobiti atomsko orožje. A strašljivo jutri nikakor ne pride. Veste zakaj? Če bi Iran želel, bi že zdavnaj pridobil jedrski arzenal. Tehnologije obogatitve urana obstajajo več kot pol stoletja. Niso skrivne, niso pretirano zapletene. V različnih državah deluje več kot 2 ducata podjetij za obogatitev urana. Z vidika procesov sta izdelava orožnega urana in gospodinjskih grednikov vode povsem enaka. Kupite opremo, pridobite surovine, zaposlite strokovnjake in dobite končni izdelek. Vsake sankcije in prepovedi se dajo obiti. Vedno so na voljo zainteresirani prodajalci in spretni posredniki. Vprašanje je le v denarju. Toda v 40 letih Iran ni mogel pridobiti jedrskega orožja, ker ga ni nameraval izdelati. Za vojne operacije proti sosedom jedrsko orožje ni potrebno. Pridobiš več škode kot koristi od zmage. Jedrsko orožje je zelo drago. Lažje in ceneje je uporabljati konvencionalno orožje. Mit o jedrskem orožju je Iranu potreben za ustrahovanje ZDA. Tako Iranci strašijo Američane. Ne vpletajte se v nas, imamo strašno močno orožje. Ljudje se tresejo od strahu pred atomsko bombo. Vendar pa atomska bojna glava, napolnjena z orožnim uranom, sama po sebi ne predstavlja grožnje. Bojno glavo je treba na nek način dostaviti do cilja. Za dostavo jedrskega orožja se uporabljajo 3 vrste nosilcev. To so strateški bombniki dolgega dosega. To so podmornice dolgega dosega. To so medcelinske balistične rakete. Koliko podmornic dolgega dosega ima Iran? Nobene. Iran ima le obalne in regionalne male ter srednje podmornice. Koliko medcelinskih balističnih raket ima Iran? Nobene. Iran ne izdeluje takšnih raket. Iran ne predstavlja nobene vojaške nevarnosti za ozemlje in prebivalce Združenih držav Amerike. Iran ne more povzročiti resne škode Ameriki, tudi ob prisotnosti jedrskih bojnih glav. Zakaj je torej Donald Trump razglasil Iran za grožnjo ZDA in začel vojaško operacijo? Vzrok so ogljikovodiki. Iran zaseda 3. mesto na svetu po zalogah nafte in 2. mesto po zalogah naravnega plina. Danes je delež Irana na mednarodnem trgu nafte in plina majhen. Iranu ne dovolijo veliko izvažati. Nafta in plin sta osnova moderne civilizacije. Nafta in plin sta potrebna vsem. Ogljikovodiki so ekonomsko orožje. Če bo Iran prodajal veliko nafte in plina, bo postal močan in vpliven. Američani so dovolili Irancem izvoziti veliko nafte, dokler je Iran vodil ubogljiv šah. Pred islamsko revolucijo je Iran zasedal 2. mesto na svetu po izvozu nafte. Toda na to so Iranci prenehali ubogati Ameriko in pregnali šaha. V odgovor so Američani uvedli sankcije in omejili izvoz nafte iz Irana, kolikor so mogli. Danes Iran niti ne spada med 10 največjih izvoznikov, ker so za ZDA nevarni samostojni Perzijci, ki imajo ogromne zaloge ogljikovodikov. Mimogrede, islamska revolucija v Iranu je podaljšala življenje Sovjetski zvezi. Zaradi zmanjšanja ponudbe se je cena nafte večkrat povečala. To je omogočilo Sovjetski zvezi, da je prodajala nafto in kupovala hrano ter tehnologijo. Kaj bo naprej v Iranu? Najboljša možnost za Američane je popoln nadzor nad izvozom nafte in plina iz Irana. To je dogovor, ki ga predlaga Trump. Iranci izvedejo državni udar in ponovno postanejo pokorni. Američani določajo kvote za prodajo nafte in zemeljskega plina. Če možnost s poslom in prevratom ne bo uspela, bodo Američanom v Iranu ustvarili območje kaosa. Da bi izvoz velikih količin nafte in plina iz Irana postal nemogoč, kaos bo ustvarjala različna opozicijska gibanja in banditske skupine znotraj Irana. Za kaos se bodo Američani potrudili, da bi zažgali konflikt med Iranom in sosedi. Torej, atomska bomba Irana je mit. Vse je v nafti in naravnem plinu in v spoštovanju interesov ZDA.